Spoštovani, spoštovane, izjemno čast si štejemo, da se tukaj na našem arkadnem hodniku pričenja ta slovesno odprtje naše prenovljene knjižnice, muzejske specialne knjižnice, ki jo je v veliki meri omogočil naš muzejski prijatelj in od vaš kolega, številnih kolega Robert Šupe. Robert, tako da najprej tebi pozdrav. Potem, evo, tako je Lepo pozdravljam tudi Vasjo Jakše, profesorico angleščine in nemščine, namestnico ravnateljice gimnazije Novo mesto. Dobrodošli. Opravičujem našo podžupanjo Milo Levec, ki bi nekako morala biti danes tukaj z nami, ampak se je zapletlo njeno popoldne nekje druge in vas lepo pozdravljam. Se opravičuje, no, in nekako je žal, da ni danes z nami na ta dan, ko v Brežicah v oktobru vsak dan praznujemo, namreč 28. oktobra je občinski praznik, celoten oktober pa vsak dogodek posvečamo tudi naši občini, ampak seveda in si želimo, da naši financerji tudi pridejo, ampak nič hudega jih pa mi predstavljamo. Saj občina smo občani in občanke, tako da je tudi naš pozdrav vsem izjemno dragocen in pravi. Še posebej ta pozdrav tem mladi skupinici za mano, to se pravi dvema dijakinjama in dijaku Novomeške gimnazije, gimnazije Novo mesto. Najprej sta Aja Koncilija in Jurij Dovič, Snežila, sta hotla malo snegana pripeljati. Ampak jaz sem nekako, ne znam francosko, tako da sem si predstavljala med skladbo, da sta predvsem razmišljala, kako skozi vse knjige, ki jih imamo v knjižnici, k nam prisneži počasi znanje, in ga lahko potem nekako vse stopi v nas. Je tako, je bila ta skladba o tem, je bila, bomo kakšno profesorico francoščine bolj vprašali, ampak ni to meni. Jaz sem si to tako predstavljala in tako to je. Seveda posebno pozdrav pa naši Maji Tomič, naši Brežičanki. Maja, super, da te imamo spet tukaj. Poletje je nastopala pod našim paviljonom, danes pa se je malo dvignila. Čeprav poletje je imela samostojni koncert, pa verjamem, da je bil pač to prvi, ampak da jih nas čaka še veliko. In da bo slavna, da ne boš pozabila na naše grajsko dvorišče. To si pač vsi zelo želimo. Tako da res dobrodošli in hvala, da to nedeljsko popoldne posvečate kulturi, knjigam in seveda vašemu profesorju, ker mislim, da predvsem to največji poklon profesorju, da ste vi pripravljeni nedeljsko popoldne preživeti z nami. Tako da res velika hvala. Naši mladi so tudi najboljša kulisa oziroma ta barijera do knjižnice, ki nas čaka tamle za temi vrati na levo. Ampak najprej bi pa prosila za nagovor Vasjo Jakše iz gimnazije Novo mesto, prosim. Hvala. Spoštovani, čast mi je, da sem danes lahko tukaj z vami in vam povem nekaj besed o vašem podporniku in donatorju ter mojem sodelavcev na gimnaziji Novo mesto Robertu Šupeku. Robert Šupe je zaključil univerzitetni študij leta 1991 na Univerzi v Zagrebu. Geografijo je študiral na naravoslovno-matematični, zgodovino pa na filozofski fakulteti ter dosegel strokovni naziv profesor geografije in zgodovine. Leta 1992 se je zaposlil na srednji šoli tehniških in zdravstvene usmeritve v Novem mestu, leta 1993 na srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu ter leta 1994 na gimnaziji Novo mesto, kjer zgodovino in geografijo poučuje še danes. Robert Šupe bo tako 1. decembra letos dopolnil že 30 let delovne dobe.
Na gimnaziji Novo mesto Roberta poznamo kot sodelavca, čigar vrata so vedno odprta. Robert je bil v preteklosti večkrat mentor študentom, z veseljem pa se odzove tudi vabilo za sodelovanje pri pouku drugih predmetov in kot timski učitelj s svojim znanjem popestri in ponazori vsebine, ki jih obravnavamo. Njegov iskren in spoštljiv odnos, odprtost ter široko znanje so kvalitete, zaradi katerih je Robert priljubljen in spoštovan tudi pri svojih dijakih. A Robert na gimnaziji Novo mesto ni samo učitelj. Utrip šole bogati tudi s svojim sodelovanjem na gimnazijskih večerih, poimenovanih Gimna Makant, na katerih nastopa z recitacijami poezije in vse prisotne razvaja s kuhanjem čaja. Že nekaj let se z dijaki udeležuje dogodkov v okviru projekta UNESCO šol z naslovom Slovenski izbranci med leti 1941 in 1945. S prispevki obeležuje UNESCO svetovne dneve, spodbuja kulturo branja s sodelovanjem pri aktivnostih v okviru nacionalnega meseca skupnega branja. Marsikdo od dijakov, ki so v preteklih letih zaključili gimnazijo, pa se ga spomni tudi po delavnici afrikanščine, ki jo je izvajal na Akademiji znanja, namenjeni nadarjenim učencem zaključnih razredov osnovne šole. In navedene vsebine in dejavnosti so zgolj majhen del njegove bogate poklicne poti. Svoje zavedanje in znanje o pomenu naše kulturne dediščine tako Robert Čupe skozi svoje delo deli tudi z nami, sodelavci in dijaki gimnazije Novo mesto. Mislim, da lahko v imenu vseh rečem, da smo ponosni, da je med nami nekdo, ki tako nesebično prispeva k ohranjanju te naše kulturne dediščine za bodoče generacije, tudi kot donator Posavskega muzeja v Brežice. Hvala. Najlepša hvala. Želimo veliko vztrajnosti, namreč ta naš dogodek je tudi del dnevov Evropske kulturne dediščine, ki imajo letos naslov Vztrajnostna dediščina. Se mi zdi, da to vse tako zelo lepo tudi sodi v ta sklop, kjer seveda ta trajnost ni samo v stavbah, ampak je v ljudeh, ki moramo biti zelo vztrajni, da v bistvu skrbimo za to dediščino, da nekako ves čas širimo pomen ohranjanja, varovanja, predstavljanja, promocije, raziskovanja in tako naprej, vseh teh krasnih besed, ki pa seveda so namenjene temu, da jih uživamo ljudje danes in da seveda jih uživajo ljudje tudi v naši prihodnosti oziroma tisti, ki pridejo za nami. In ena, ki ima zelo krasno prihodnost, mi v to verjamemo, je naša Maja Tomič. In zdaj nas bo nekako skušala omrežila nas bo še ne da. Za dvema avtorskima pesmima, rekli smo, da naj bo najprej angleška, Little Do, in druga bo slovenska Zmaj. Prosim. Najlepša hvala za to odlično energijo in bi rekli angažiranost, ki se čuti iz skladb, kajti ravno to je tudi tisto, kar je spodbudilo oziroma dalo en tak tisti ključni trenutek, da je naš prijatelj muzeja Robert Čupe, ki je že kot otrok hodil po teh arkadah in se družil z našo slavno prednico muzealstva Ivo Stiplošek, to je tista gospa, ki jo številni poznajo, tudi potem rekel ljudno vabljeni in ciljeni, ki ga tako zelo z velikim veseljem uporabljamo. Mi sicer dodamo še radi vedno dobrodošli, da ne bo samo
siljeni, ampak da ste tudi dobrodošli. Se pravi, gospa Iva Stiplošek, ki je navdihovala številne in seveda najbrž delno navdihnila tudi Roberta, da je potem izbral ta študij, pa ne samo ona, še kakšne druge stvari. Ampak nekaj tista ključna točka potem pa je prišla takrat, ko je Robert prišel z enim simbolom svoje družine, oziroma, mislim, to je sicer pištola, ampak ne v tem smislu nasilja, ampak v smislu ene zgodbe, ki jo ta pištola je nosila, ker je pač pomenila en predmet, ki ga je imel oče, ne, ki je ravno kar umrl in ki ga je v bistvu Robert ni želel zavreči, ampak ni ga pa tudi želel imeti, ne, se pravi, ni želel imeti te pištole pri sebi. Je pa seveda zelo dobro razumel, da en tak predmet lahko pomeni ne samo veliko za samo družino, eno majhno celico, ampak seveda tudi za našo skupnost, še posebej za Brežice, kjer je naša zgodovina ali pa v bistvu naša dediščina prepletena, ljudmi, ki so prihajali različnih koncev tukaj, nekako pognali korenine in prinesli marsikaj. In te nas vedno bogatijo, ne? Te v bistvu ljudje, ki se mešajo, ki prihajajo, ki vse te ravnice in hribe naseljujejo z novimi idejami, so vedno tisti, ki dajo to novo energijo za naprej. Ampak seveda ne bi rada jaz o tem govorila, ker mislim, da je prav, da vam Robert pove to zgodbo našega sodelovanja in lepo prosim, Robert, za tvoje besede. Hvala lepa. Spoštovani, torej najprej bi se rad zahvalil za prijazne besede, ki ste mi namenili Vasja in Alenka. Torej, tudi jaz imam nekaj krajši govor in začel bom kar takole. Spoštovane dame in gospodje, veseli me, da smo se danes zbrali v Posavskem muzeju Brežice, kjer bomo predali svojemu namenu specialno muzejsko knjižnico. Pred leti je v pogovoru direktorica Posavskega muzeja omenila, da si na gradu Brežice že zelo dolgo želijo ustrezne obnove in prenove knjižnice. Ob teh besedah mi je postalo kar toplo pri srcu, saj že od nekdaj občudujem knjige in knjižnice. Med potovanji na tujem in po Sloveniji sem si vedno rad vzel čas za obisk knjižnic. Nikoli še nisem videl knjižnice, ki mi ne bi bila všeč. A so angleške viktorijanske knjižnice pustile name najgloblji vtis. Zahvaljujem se gospe direktorici Alenki Černelič-Krošelj za polno zaupanje pri snovanju in opremljanju knjižnice. Potrudil sem se po najboljših močeh in pri delu zelo užival. Počaščen sem, da sem lahko sodeloval pri tem projektu Posavskega muzeja Brežice, ki smo ga s podporo celotnega kolektiva Posavskega muzeja tudi uspešno dokončali. A knjižnica ni zgolj prostor, v katerem se nahajajo samo knjižne omare in police. Zato sem dal pobudo, da prostor še oplemenitimo s postavitvijo trajne razstave keramičnih lekarniških posod, kakršne so bile v uporabi v denimo 17. stoletju, torej v času ustvarjalnega življenja Janeza Vejkerda Valdezorja. Večino posod nam je prijazno doniralo podjetje Salus in Ljubljane, ostale sem prispeval jaz in lekarna Brežice. Specialni muzejski knjižnici Posavskega muzeja Brežice želim, da bi dolgo in uspešno služila svojemu namenu. Njenim uporabnikom pa, da bi v njenem miru in spokoju radi po knjigah posegali, si vzeli čas za premislek ali za diskreten pogovor ob nežni glasbi, ter da bi v njenem varnem zavetju znali prisluhniti ljudem, ki so jim blizu. Prisrčno vas pozdravljam. Hvala lepa. Najlepša hvala, tudi ta nagovor kaže skromnost, ker namreč Robert je zdaj že 2 dni zelo skrbno pripravljal knjižnico na ta korak. Že danes zjutraj ob 8 smo bili tukaj in ta prostor tam za
je nekako že kar nedelovni, malo delno počitkovalni prostor za nas, oziroma predvsem za Roberta, ki res številne ure preživi v skrbi za knjižnico in kaj ne rečem, zelo sem vesela, da je tudi za to poskrbel, da je danes res čista in lepa in krasna, ker je to res naredil za veliko vneme in kaj ne rečem, ne, z veliko dobre volje, ker tudi to je zelo pomembno. Ampak jaz bi vseeno, potem preden se mi predstavimo in prerežemo ta trak, bi vseeno, da Robert tebe še prosila, da se skupaj zahvaliva vsem tem, ki so danes zaslužni, da nam je tako lepo. Tako da ti boš rožice dal, jaz bom pa trdenica. Tele rože iz vaze. Ja, tele rože iz vaze. In sicer naši gosti iz Novomeške gimnazije, gospa Vasja, velika hvala. Potem našim trem krasnim glasbenikom, to je tak spominček. Niste še v Viteški dvorani nastopali, ampak danes ni ta priložnost, vas pa že zdaj vabimo, ne, tako da pa je tudi to prav. Tako. In pa seveda tudi profesor Tomaž Koncilija, brez katerega tega nastopa ne bi bilo. Pa lepo prosim, se pravi, da smo tukaj v backstage-u, sva rekla. Še, če ki deva tole stran. Našo krušnico pa bomo kar gledali. Tako, zdaj pa kar bova dali Roberta na sredino. Robert pride na sredino. In zdaj zarežem že pod noter. Tako, ja. On pa še pogledajte gor. Ja. Nasmešek. Evo, zdaj pa zarežite. Tako, evo. In si lahko vsak zame. Ti že imaš košček, mi da pa še ima. To držimo pa? Ja, pa daš. Evo, ker izvoli prvi. Izvolite. Tako, torcico ima knjižnica, ne, ker je pač... Odiši, ja, lepo. Mislim, da mi bi šlo lahko kar lepo. Ja. Kar še pridite, se je dovolj prostora, ni tako majhna. Čakamo, smo pričakovani. Ja. Ja. Sem ga specijalno čez klasiko gledali. Ja, tudi šah lahko. Ja, to smo pa pozabili reči, da lahko igrate šah.